lep pozdrav. Najprej čestitke ekipi za zmago v Gorici. Če se malo pošalim, bi lahko 3 gole za Olimpijo prišparali, to veriš, tako da veš. Ampak toliko šala na stran, jaz bi najprej opravičil Zlatka, je bi res nujno odsoten, tako da je moja naloga, da vam sporočim dve novici. Prva je ta, da smo z Zlatkom se dogovorili, da bo ostal športni direktor še do leta 2014, se pravi, da bo z Mariborom seveda sodeloval, če bo seveda to želel, če bo dobil kako krasno ponudbo, kakšnega Reala, takega, najverjetneje ne bomo zadrževali, da bi šel. Seveda bi moral on povedati, da smo tudi sklenili z Darkom tudi pogodbo do leta 2014 in za njega isto velja. Obema se seveda zahvaljujem v imenu vodstva kluba, kajti jaz sem trdno prepričan, da ekipa, ki jo zdaj imamo, vse ta del športni, je naredil marsikaj in bi bil zelo, bom rekel, razočaran ali pa žalosten, razočaran ne bi mogel biti, če bi se ta ekipa razdrla. Zdaj, kar se tiče seveda nogometašev, to je druga stvar, dečki so mladi, bodo prihajali, odhajali, vendar mislim, da je ta ekipa, Darko in Zlatko, da je dobra ekipa, da je dosti naredila za ta klub in sem zelo vesel dejansko, da bomo še dalje sodelovali. Mi smo z njim pogodbo podpisali, kar seveda, tako kot je rekel Darko, jaz bom vesel, če bo, bom rekel, ostal do takrat, če pa bi slučajno res dobil neko ponudbo, pa tudi ne bomo, bom rekel, branili, da če bi res dobil neki klub. Če pa zdaj povem svoje osebno mnenje, ne, bi bil razočaran, če bi šel za kakšen slovenski klub, recimo, v bližnji prihodnosti, takrat bi pač malo bolj resno tisto pogodbo gledali, ampak drugače pa je to, bom rekel, na nek način ena zaveza, da bomo še vnaprej skupaj delali, ki pa, bom rekel, se nišče ne bo držal kot pijan kot plota, če bi seveda en ali drugi od teh dveh dobil, bom rekel, res ponudbo, tako, ki Maribor niti najmanj ne bi mogel parirati. Najprej jasno, velika zahvala vodstvu kluba, direktorju Zahoviču in predsedniku za zaupanje. Jaz se tu izvrstno počutim in sem jasno z veseljem podpisal novo pogodbo. Tako je, zdaj niti slučajno si ne želim razmišljati, kaj bo leta 2014. Mene zanima ta mesec zdaj. In pa potem en kratkoročni cilj, naslednja sezona. Vem, da je pred vsemi nami en velik izziv, da si približno enako želimo mi kot naši navijači, da bo naloga zelo težka in niti slučajno mi ne uidejo misli tako daleč. To pomeni, trenerski posel je tak, da kljub tej pogodbi, ki jo imam, katera je obvezujoča, z moje in pa z njihove strani, vendar je bolj pomembno gledati na en kratek rok. V tem trenutku je najbolj pomembno to, kar je pred nami in ta mesec je preveč pomemben, da bi gledal, kaj bo čez 3 leta. Ponavadi v derbih tako. Redko kateri derbi je tako bogat z zadetki, kot je bila naša zadnja prvenstvena tekma. Jasno je, da si en in drugi želimo veliko iz te tekme, da to nikakor ni, ne glede na to, da smo mi res z veliko prednostjo prvi, navadna tekma, da bo tudi na tribunah drugačen občutek, da se vidi tudi danes na novinarski, da je nekaj pomembnega pred nami. Zato bo tekma sigurno bolj agresivna in prostora bo veliko manj, vsaj v nekem trenutku, kot ga je ponavadi. Jasno pa je, da si na tekmi želimo nastopiti kar se da mirno, to pomeni, da se odločamo pravilno v določenih situacijah, da si kot trener želim in fantje si jasno tudi želijo, da bi bili tako natančni, kot smo bili na prejšnji tekmi, ko je bilo to res izredno. In če se ozremo
na vse naše tekme je situacij, ko imamo možnost biti zelo nevarni, izredno veliko teh možnosti je, vendar je potem vprašanje velikokrat, da smo malce nenatančni. Ko se to zgodi, potem je nasprotnik v velikih težavah in upam, da bo jutri tako, da bomo zelo natančni, da so te zmage v zadnjih krogih prinesle določeno mero samozaupanja, da se bomo veliko upali gor, da bomo se odločali pravilno, vendar ne smemo pozabiti, da se take tekme, kot je bila prejšnja, redko dogajajo. To pomeni, da to ni neko pravilo, da bo nasprotnik stal zelo čvrsto, da sem prepričan, da bo veliko dvobojev, da bo pokalo, po domače povedano, ker oni se zavedajo, da lahko samo na tak način nam parirajo. V tem trenutku je to dobro izgledalo. Z Željkotom v sredini smo dobili sigurnost, z Gabrielom, kateri je dobil minute, se je tudi videlo, da je napredek viden. To ste opazili tudi sami po tekmi v Gorici, ker je igral zelo dobro. Tu je neka možnost z minutami, z večjo minutažo, velika možnost napredka. To pomeni, da te fantje, kateri so igrali večji del te zadnje tekme, so v zelo dobrem stanju in vse vidite sami, da na srečo imamo možnost najti v pravem trenutku pravo rešitev. Yes, tomorrow a big game, important game, and I and everyone with the team and trainer, of course, we will make everything, we will give everything to win the game tomorrow. And if I have possibility, I will score tomorrow to help the team to be on the first place and to continue being the top scorer of the league. But tomorrow will be a hard game. Olympia in this half of season they get growing, they play good, and we are prepared for this game to give everything to have 3 points and stay in the first position. Yeah, we have a big motivation for stay in the first position. To be champion, we will not leave if we have a good results now. Until the end, we will fight, we will play hard, because we cannot relax. This is our job, and we have to think always in front, and not think just for this moment. No, we cannot relax. I will relax when we have holidays. Then I can relax.